Lepo pozdravljeni v novi epizodi našega podcasta. Danes stopamo v svet, ki mi je resnično blizu. Svet melodij, dvoran, poti in prijateljstva. To je svet alpskega kvinteta. Z mano je človek, ki je to zgodbo živel od znotraj, sooblikoval njen zvok in bil priča njenim najlepšim poglavjem. Janez Per. Alpski kvintet je bil in ostaja pojem odličnosti. Ansambel, ki je Sloveniji in Evropi pokazal, kaj pomeni narodno-zabavna glasba na najvišji ravni. Letos mineva natanko 60 let ustvarjanja in z neštetimi koncerti po Evropi in s številnimi izdanimi ploščami, ki je postal sinonim za kakovost, izvirnost in predanost. Meni pa je ta pogovor še posebej ljub, ker sem sama 10 let pela v alpskem kvintetu. Vsaka pesem, vsak aplavz, vsak kilometer na poti ima v mojem srcu ime. Nov pogled, nove razsežnosti, nova spoznanja in nenazadnje tudi nova prijateljstva. Zato danes ne bova govorila le o zgodovini, temveč o živi zgodbi, ki še vedno traja. Janez, lepo te pozdravljam. Lep pozdrav. Pa pojdiva od začetka, od tam, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo, v otroštvu. Janez, kje je pravzaprav zrasla tvoja ljubezen do glasbe? Torej, že kot mlad fant sem imel zelo rad glasbo. Vedno, ko je mengeška godba korakala skozi Mengeš 1. maja ali novo leto ali kaj podobnega, sem bil kot otrok odzad za godbo in seveda jih spremljal, poslušal. Zdelo se mi je to fantastično, da nekdo igra, koraka in seveda se ob tem sliši lepa glasba. Čudovito. Mi lahko poveš, kaj pravzaprav tebi pomeni tvoj rojstni kraj, tvoj dom, tvoja družina? Mengeš mi pomeni zelo veliko. Rojen sem v Mengšu, to se pravi ne v porodnišnici, ampak v Mengšu, doma na domačiji. Pri nas je bila pač kmetija in seveda obrt, kovaštvo, oče je bil kovaški mojster in seveda skozi to sem veliko ljudi spoznal, kmetov, ki so govorili o marsičem, seveda ob tem tudi povedali kaj lepega o godbi, o gasilcih, o društvih in o Mengšu zgodovinskoga. Kar nekaj stvari poznam zgodovinsko, Mengeš ima lepo zgodovino in seveda rad imam svoj kraj. A lahko na tem mestu kaj izpostaviš, kar se tiče Mengša? No, Mengeš slovi po kraju kot glasbeno mesto. V Mengšu je v bistvu bila Melodija, tovarna glasbil, ki je slovela po praktično vse povsod po celem svetu. Izdelovali so značilno te frajtonerice, kitare, na začetku celo godala in seveda zaposlenih je bilo tudi čez 200 ljudi v tej tovarni. Seveda s preobrazbo leta 90 je to sicer usahnilo, vendar kljub temu je ostalo nekaj privatnikov, ki pa to še vedno nadaljujejo, to obrt, delajo harmonike, kitare in tako da Mengeš je še vedno, bom rekel, pozitiven na tem glasbenem izdelovanju inštrumentov. No, ob tem je veliko vlogo igrala tudi mengeška godba, ki je zelo stara in seveda pa tudi glasbena šola, ki je bila ustanovljena tudi pred več kot 50 leti. In seveda mi kot mladi, bom rekel otroci, ali pa smo imeli to možnost, da smo lahko se takoj začeli izobraževati na glasbeni šoli. No in to je bilo zelo pomembno in iz tega je nastalo kar nekaj dobrih glasbenikov, ki še vedno igrajo v Mengšu, torej v mengeški godbi, pa tudi v narodno-zabavnih ansamblih. Pa tudi v godbi veteranov? Torej, ja. Praznujete kar na veliko. Včeraj ste imeli koncert, se pravi 20. marca. Tako je. Torej, mi smo prva veteranska godba leta 2000, je prišla pobuda, ker je v Mengšu toliko glasbenikov, ki pa so že nekateri prenehali igrati, je bila pobuda, da se ustanovi ena godba,
starejših ljudi, ki bi pa še radi igrali preproste melodije, torej koračnice, valjčke, polke, in seveda to nam je uspelo in torej smo veteranska godba. Lani smo praznovali 25. obletnico, sinoči 20. marca pa smo imeli koncert v počastitev dneva materinskega dneva. Tako je. Ti si bil dolgoletni dirigent, še prej je bil kdo in kdo je sedaj? Ja. Vinko Siter je bil prvi dirigent, no, zaradi zdravstvenih težav je pač prenehal. Takrat smo imeli malo, ali bomo obstali ali ne, no, in sem jaz iskal dirigenta oziroma kapelnika, pa kjer ni se našel noben primeren, sem jaz prevzel toliko časa, da smo obstali. Bil sem skoraj 15 let, no in seveda ves čas sem razmišljal, da bi najboljši bil Primož Kosec, ki je tudi avtor velikih, ali pa bom rekel večina melodij, odličen aranžer, no in to mi je nekako tudi uspelo. Lani pred 25. obletnico veteranske godbe sem ga pregovoril in je sprejel ta izziv in ga uspešno vodi. Čudovito, Jana, sicer so zdaj res napletla marsikaj, kar se tiče samega Mengša kraja, zdaj bi se pa zopet nazaj vrnila in sicer k tvojim staršem, kako so vplivali na tvojo glasbeno pot in tvoji sorojenci, ki jih je kar nekaj. Lahko kaj poveš o tem? Ja, z veseljem. Tudi moj oče je bil sigurno krasen pevec, to se spomnim tudi iz tega, no, ko so recimo, ko je bil večer v Kovačiji zaključen, so se včasih kmetje usedli tudi v našo kuhinjo in seveda ob litrčku ali kozarčku prepevali slovenske narodne pesmi. Vem, da je oče moj pel lep tenor. Spomnim se tudi svoje matere, ki je pela lep alt, zanimivo recimo, kako lepo je štimala to zraven, tako da sta bila zelo ujeta. Kar se tega tiče, oče je igral tudi v tamburici, takrat je bilo v Mengšu kar nekaj tamburaških orkestrov, ki žal zdaj ne delujejo več, ampak v tistem obdobju, ki je oče bil mlad, je pač igral bugarijo. Sicer ne vem, kakšen inštrument je to bil, ampak vedno je to poudarjal, da je igral bugarijo. Bil je pa to verjetno spremljevalni inštrument. To v glavnem starši, oče je bil kar navdušen nad tem, da jaz igram, sicer bilo je težko, ne, namreč pri nas je bilo zelo veliko dela. Najprej je bilo delo, potem šele zabava. To moram poudariti. Ja, lepo, kaj pa tvoji sorojenci? Torej, imam še brata in eno sestro. Trije smo, no, brat je bil jasno navdušen nad igranjem in tako da praktično v familiji smo nastali zdaj, bom rekel, zdaj razširjena družina, ne, nas je pri Mengeški godbi, nas sodeluje zdaj 17. Pa še prihajajo, ne, ker se ženijo tako, da so v glavnem tisti, ki prihajajo, so glasbeniki. Ja, čudovita novica, temu se reče, ni bojazni, da glasba ne bi še živela res v srcu naprej. V Mengšu, tako. Ja. Ko se jutro prebudi iz spanja mirnega, začutim moč življenja tvojega. Reke in potoki pesem svojo mi pojo, travniki livade v soncu dihajo. Še gozdovi zašumijo, vabijo gore, za meglicami mi pohniti srce. In prikaže se modrina kot odsev neba, to v daljavi tvoje morje se smetlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si
res najlepša si Slovenija. V vetru oživela polja plešejo svoj ples, žarki se lovi v krošnjah mladih brez. Bel oblak raznaša hvalnico na vse strani, ta najlepša na vsem svetu si prav ti. Ljubim te, Slovenija zelena, naše si zavetje, naš si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, naša si, kjer gozdovi skrivajo od zorja. Res najlepša si Slovenija. Kjer gozdovi skrivajo od zorja, res najlepša si Slovenija. Bi te vprašala, glede na to, da si že povedal, da te je navdahnila glasba godbe, sam zven, morda obstaja še kakšna druga priložnost ali pa drugi ansambli, mogoče ljudska glasba, Avsenik. Kaj je botrovalo k temu, da si se podal v glasbo? Ja, v tistih letih, ko sem bil še mlad, ne, v bistvu, ko še ni bilo toliko ansamblov, je recimo godba igrala na veselici. A ne? Pozneje, no, sem pa že kar kmalu vstopil, torej po radiju sem poslušal Avsenike, Vesele Planšarje, Dobre znance in vedno sem se zanimal za inštrument, ki sem ga igral. Sicer jaz bi najraje igral trobento, vendar takrat pri godbi ni bilo inštrumentov in so rekli, ti boš bariton igral. Ne? Bariton je bil sicer povezan z žico, ne? In ni šlo najboljše. Ker je pa profesor, ki me je učil, ne, na glasbeni šoli videl, da s tem inštrumentom ne morem igrati, se je sposodil on v vojaški godbi bariton in ko sem dobil res dober bariton v roke, mi je šlo kot po maslu. Jasno, takrat sem pač videl, da mi to gre in so me tudi drugi spodbujali, zlasti učitelji glasbe pa to, tako da sem pol dejansko kot mladenič kar precej vadil in bil sem res navdušen nad svojim baritonom. Zelo lepo je to slišati. Torej, lahko mogoče na tem mestu poveš trenutka, kdaj je postala ljubezen instrument bariton, kasneje pozavna, bas kitara, kako je prišlo do tega? Torej, logično je bilo, da v tistem času, ko sem bil jasno še mlad, je bilo zelo malo basistov, ki bi igrali 2-3 inštrumente. A ne, kombinacija je morala biti, da si pri zabavni glasbi igral malo kontrabas ali bas kitaro pozneje, seveda, ali pa tudi pozavno. Ne. Igrali smo dosti Dixieland, recimo v tistem času je bil popularen Dixieland in seveda to me tudi zelo navduševalo, poleg narodno-zabavne glasbe, seveda in potrebe so bile take, da sem bil vedno na razpolago tudi večjim ansamblom, pa tudi v orkestru sem igral, vse povsod, kjerkoli so rabili ta inštrument. Čudovito. Ko si bil še mlad, ko si bil še v glasbeni šoli in ko si gledal Avsenike, Planšar in tako naprej, kar si omenjal, si že imel željo, da bi tudi sam bil del kakšnega ansambla? No, zagotovo. Mi smo kot mladi fantje imeli dokaj zgodaj svoj ansambl v Mengšu. Imenovali ste se? Ja, niti tega ne vem, kako smo se imenovali. Pa sem pred kratkim vprašal, kako smo se imenovali, pa nihče od teh fantov ne ve, ne spominja se več.
kako smo se imenovali, to je namreč... Mengeški fantje. Ja, mogoče, ja. Mengeški baci. Okay, v redu. No, moram še to poudariti, da smo bili povabljeni na oddajo Pokaži, kaj znaš. Takrat je tudi nastopil Lojze Slak. Mislim, da je bilo to njegova ena prvih oddaj na radiju, in sicer smo takrat igrali Šmentanata reč. No, Slak je zmagal, je bil prvi, mi smo bili pa drugi. Ja, ta šmentana reč je bila pol očitno večkrat posneta. Šmentana reč, ja. Po tej skladbi sem bil zelo poznan, ker takrat baritonisti niso tako igrali, ne. Jaz sem pa užival v tej glasbi, ker je imel bariton solo. Čudovito. Recimo še eno vprašanje, glede na to, da je zven tvoje bas kitare tako unikaten, kako si prišel do tega stila igranja? Do tega stila igranja sem prišel, bom rekel, po strokovni plati. Vedno sem se zanimal oziroma imel kontakt z glasbeniki, ki so pač bili nekaj vredni, nekaj pomenili, ne. In moram poudariti, da je bil to Milan Mihelič, ne, ki je bil iz džeza, je izhajal, in on je vedno rekel, da je bas mora biti kot preproga glasbi v taktu, ne, in točno se moraš držati harmonije in seveda, torej, če je preproga, se pač preproga vleče tam, kjer hodiš, ne. To je čisto enostavno, no? Tako da sem jaz pač to nekako uveljavljal, čeprav je bilo na začetku, bom rekel, v navozbavni glasbi malo čudno, ne. Nekako niso sprejeli tako pozitivno, vendar s časom se je pokazalo, da je to v redu. Da je to pravi stil za pravi ansambl, temu Alpski kvintet. Ker si že ravno omenjal Milana Miheliča, v bistvu Miki Miheliča. Ja. Jaz se tudi spomnim svojega obdobja, ko smo snemali. On je zelo rad vmes, ko smo imeli malo pauze, segel za tisto klaviaturo in igral klasiko, ne jazz. In če se ne motim, je tudi njegov sin zelo podoben, namreč on igra ali se uigrava predvsem s klasično glasbo, kar pomeni začetek in alfa in omega vseh nadaljnjih stilov, ki seveda jih potem človek izvaja, igra, kakorkoli. Ja, se strinjaš s tem? Ja, z njim sva bila velika prijatelja in mi je vedno povedal, kaj vadi, kaj študira. Vsak dan je vadil klavir, ni bilo prestanka, torej najmanj 1 uro je vadil in seveda klasiko. In povedal mi je tudi, kaj se na pamet uči, recimo te klasike za klavir. Ja, to so lepi časi, lepi spomini za nazaj. Lepa dota za vse tiste, ki se še podajo na glasbeno pot. Janez, se morda spomniš prvo skladbo, ki si jo javno izvajal? Težko se tega spomnim. Mi smo takrat preigravali v ansamblu teh mladih fantov, recimo Borisa Franka. Takrat od Borisa Franka so se dobile že note, potem Avsenika, pa kakšno narodno smo si posodili, ne. Kot mladi fantje smo nastopali na veselicah, na zabavah, na proslavah in tudi na kakšni ohceti, recimo Frecht. Veš, kaj je Frecht? Recimo, pa na godovih, pa obletnicah in tako dalje. v Freh ali v Frecht? Frecht, pravimo mi. Dobro, v redu, ker očitno imamo različne nazive za določene stvari. To je star izraz, ne, ki se še uporablja. Jaz včasih vprašam mlade, kaj pa to pomeni Frecht? Pa vsak pogleda, ja, to pa ne vem, kaj je to Frecht. Kdaj pa je to? En dan, en večer pred godom. Tako je, ja. Pa si kdaj doživel ta Frecht? Ja, v mladih letih smo kot otroci zelo veliko hodili. Naprimer, zdajle je bil god sveti Jožefo, in smo hodili od hiše do hiše, ne, z raznimi ropotali, recimo pokrovke ali pa kakšno staro železo, pa kladivo, pa tak in smo ropotali, kot se temu pravi, ne, in seveda za pest bombončkov. Čudovito. In se je pa tudi zgodilo, da je kakšna gospa rekla, naš ga pa nima jutr. Pa smo šli z dolgimi nosovi stran. Ja, pač se zgodi. Ti osebno pa nisi nikoli ali si doživel v Frecht, da bi kdo k tebi prišel? Ne, to pa ne, ker nisem Jožef.
Ne, ampak vsem, si pa Janez. Ja, to. No, jaz tudi lahko rečem, da sem doživela dvakrat to zadevo, in sicer prvič, ko je bil moj oče star 50 let, in enkrat je bila tudi ena dogodivščina, sem tudi sama dobila tako zvano podoknico od ansambla Marele. Pa, Pa čast. Reče, bilo je davno tega nazaj. to ti je pa bilo v čast, a ne da? A ja, pač godilo mi je, godilo, Ja, ne? Zagotovo. Pa greva zdaj, Brat je igral v Mareli, ne? res je, moj Klarinet, brat ja, se spomnim, ja. je bil kar dolgoletni član ansambla Marele. Super so bili, tudi Mengšani so bili zraven. Ja, Janez, sedaj pa greva na srčiko našega današnjega srečanja oziroma oddaje. Alpski kvintet je nastal leta 1966 v Kranju. Kako se v resnici je vse skupaj zgodilo? torej ansambl je bil že prej, ne, brez imena sicer, ne. Fantje so igrali, imeli so v zasedbi tudi boben, ker boben je bil takrat popularen, tudi vse zasedbe imajo praktično boben. Se bom navezal na eno drugo zadevo, ne. In seveda pozneje je pa prišel nekdo iz Francije, ki je hotel imeti ansambl, kot je bil v sestavi, kot je bil Avsenik, ne. In tako so angažirali Alpski kvintet, oziroma fantje so se pogovarjali, ali bi to šlo, da bi oni šli enostavno igrati v Francijo, v nek koncertni lokal. Seveda odločitev ni bila lahka, ne. Pustiti službe, oditi v neznano deželo, Francijo, in igrati tam, kaj se bo zgodilo. Ali bo v redu, ali bo publika zadovoljna, ali bo program ustrezal, vse te stvari, ne. In seveda bila je velika dilema, vendar so se fantje odločili in začeli igrati, torej sedli so se na vlak, vzeli inštrumente in šli v Francijo. Tam se je začela praktično profesionalna pot Alpskega kvinteta. No, se reče, ta pravi romarji v svet, tako Tako. so nekoč hodili v Ameriko, je potem glasbeniki so kar množično odhajali v Francijo in v Švico. Tako, tam, če o tem še par besed, a ne, v Švici so bili ti koncertni lokali, ki so jih imenovali po, bom rekel, po Avseniku, Oberkrajner lokali, in seveda ljudje so tam poslušali glasbo, ponekod so pa tudi plesali. Lepo. Kdo so bili pa prvi člani ansambla Alpskega kvinteta? Ja, prvič, torej ustanovni član je bil Ivan Prešeren Žan, potem Niko Krajger, potem Jože Antonič v tej zasedbi, potem Peter, in to je to, kvintet je bil. Kvintet. Kvintet, ja. Koliko časa so pa bili v tem sestavu? V tej sestavi so bili 2 leti, potem je zamenjal basista Branko Škruba, ki je bil pa naslednje 2 leti. In potem sem jaz prišel k ansamblu leta 1970. Kako je prišlo do ideje imena Alpski kvintet? Je to bilo zaradi bliže pač teh samih gora, mogoče zaradi Avstrije, zaradi česa pravzaprav? Torej, ime je posrečeno, ne. Dal pa ga je šofer, nekak šofer, pa tudi, bom rekel, tak prijatelj Alpskega kvinteta, ki jih je vozil s kombijem. In sicer je rekel, imam idejo, da bi bil ansambl Alpski kvintet. To so fantje sprejeli in tako se je obdržal ime vsa leta. Janez, ti si bil pri nastajanju tega znamenitega zvena, dvojne trobente, spevni tenor, čudovite melodije. Kako praktično ste gradili to glasbo, ki je res unikatna in zelo prepoznavna? Torej, naš vzornik je bil Avsenik. Tudi Boris Frank, seveda, ker Alpski je zelo lepo igral melodije Borisa Franka, pa tudi Boris Kovačič. In seveda od vsakega nekaj se je v tem zvenu tudi čutilo, ne. Je pa recimo vsak človek je svoj karakter, izražanje je nekaj posebnega in bistvo je, ne, da ti svoj izraz daš v to glasbo. Zato je nastal tudi alpski zven oziroma alpski sound, kot se temu reče. Recimo, pomembno je tudi, kakšne so melodije, kakšni so avtorji teh pesmi, in seveda mlad, nadebuden glasbenik daje maksimalno vso moč, energijo, da je res lepa glasba. Ja, se strinjam.
Bi navezala k temu še eno zadevo, recimo, Avseniki imajo Golico. Kaj pa pri Alpskem, rečemo, da je bila tista skladba, ki je zažgala dobesedno pri publiki? Zelo zanimivo je, da smo mi na začetku igrali zelo veliko Avsenikove glasbe. Ko pa smo mi izdali že nekaj plošč oziroma CD-jev ali kakorkoli se imenuje, so ljudje sami zahtevali naše polke, naše valčke in tako smo mi tudi v bistvu z našo glasbo uspeli, ne. Tako da na začetku je bilo veliko kar dobrih skladb, ki so uspele. Ena takih zelo prepoznavnih vse posod je bila Dobro jutro, Guten Morgen, ne, pravijo, in ta je bila tudi bom rekel, hit in je še vedno hit, ne. Posneli so jo neverjetno veliko ansamblov, tudi orkestri, tudi godbe, tudi tako da recimo ta je bila na začetku zelo prepoznavna. Skozi čas, ne, je pa bilo teh skladb res ogromno, ki so pravi hiti. Ja, če se dobro spomnim, je sledeče, Avsenikova Golica je najpogosteje predvajana, potem pa mislim, da je že kar Dobro jutro. Tako je. Se tiče narozbavne glasbe. To si prav ugotovila. Srci me pozabi, kje dom je moj dragi, kjer pustil sem otroštvo svoje mlade dni. Spomini v pesmi so z mano ostali, srca so mojega pregrad zaklad. Srci me pozabi, težko se dolge dneve, ognjišče rodno domov me vabi, kjer sem preživel svoje srečne dni. Srce me pozabi, ni željo pred rami, da kot pomlad, ki vedno vrne se v deželo, z njo spet se vrnem, kot ptice male, in gnezdo spletem si za stare dni. In gnezdo spletem si za stare dni. No, iz Irenco se že dolgo časa poznava, že iz mladih let, ko je že ta prva v Sloveniji začela sketati Charlie Parkerja. Jaz se tako najbolj spomnim, da je bila ta edina v Sloveniji, ta prva, ki sta to naredila. Seveda, zdaj, če bi hotel opisovati, kaj vse je dosti, ja. Sodelovali smo tudi v Big Bandu, pridite na njen koncert in praznovanje 23. maja, vabljeni. Irena Vidic je izredna pevka. Ob njej sem se veliko naučil
Skupaj sva snemala prvo ploščo za Alpski kvintet. Kaj naj rečem? Vse naj, seveda tudi v prihodnje želim vse najboljše v glasbi in v privatnem življenju. Vabim pa vas obenem tudi na koncert, ki bo 23. maja v letnem gledališču Studenec. Navihano zdaj z njimi pa ne strmi, a moja srnica ta, sosednji je da sici skaj že doma. Se bala ime prav nič, pa boš poznal za mlin fantič. Dragi prijatelji, Alpski kvintet vas od 24. do 26. aprila 2026 prisrčno vabi v Bohinjsko Bistrico. Takrat se bo zgodil Alpski večer in takrat bo Alpski kvintet praznoval svojo 60. obletnico. V petek in soboto boste lahko obiskali koncert, tako kot je bilo v navadi do sedaj. V nedeljo pa nas čaka jubilejni dan, ko si boste lahko premierno ogledali dokumentarni film o Alpskem kvintetu. Se vidimo! Greva še v nadaljevanje ali pa rečeva še v začetek tega, kdo so bili pa tisti znameniti avtorji, ki so pisali te super komade. Torej, najbolj prepoznavna sta bila Ivan Prešeren Žan in pa seveda Jože Burnik. Ne. To se pravi, avtorsko smo bili zelo bogati. Poznaje smo se s tem ukvarjali tudi drugi, ne, tudi recimo poznaje Edi Semeja, Jože Antonič, tudi jaz sem kakšno pesemco napisal. Tako da je bilo, bom rekel, repertoar je bil vedno, pri nas ni bilo zadrege, kar se tiče skladb, ne. Vedno je bilo dovolj in mi smo imeli recimo pogodbo, ne, da smo morali vsako leto eno CD izdati, ne, in to ni bilo težav, oziroma včasih smo tudi dve na eno leto izdali v različnih zasedbah, to moram poudariti, nekaj celo s alpsko pihalno godbo, nekaj potem božično, potem z godalnim orkestrom, različne izvedbe smo v vseh teh letih izdali različne melodije in različne zasedbe. Ja, torej bi mogoče še omenil na tem mestu, kateri so pač tiste velike firme, pri katerih je Alpski kvintet snemal. Ja, v glavnem smo snemali za torej, nemško govorno področje, ki pa smo istočasno delali tudi posnetke za Slovenijo. Ne. Predvsem smo snemali pri RCA-ju, potem smo snemali Telefunken, potem smo snemali VM, to je naša matična, bom rekel, vsa leta VM, MCP, seveda in pa tudi RTV Slovenija, ne. Še prej RTV Beograd, ja, tam so izhajale naše plošče, ne. Takrat še in seveda naj poudarim, da sta pri RTV Beogradu izšle 2 zlati plošči. Čestitam. Bi še majčkeno dala nazaj, v glavnem, takrat sem še jaz, je bila tudi ena plata, pri katerem smo bili čist vsi
avtorji skladb. No, naprimer, Celo jaz tako, sem napisala Sanje, tako. moj brat je pa naredil aranžma. Tako da treba je bilo delati, treba svojo srčiko glasbe vzpostaviti ven in svojo identiteto na nek način, svoj izraz. Ne glede na to, no, je zelo pomembno, da smo vsak dali svojo idejo, neko glasbeno pesem ali pa nek motiv, nekaj tazga in seveda to se je moralo potem odlično v stilu alpskega zaigrati. In to je to, kar je v bistvu pri nas bilo skozi srčika tega, bom rekel, tudi alpskega kvinteta in alpskega sounda, alpskega stila. So vas Nemci imeli za eksotike ali so vas kar na nek način podedovali za svoje? Torej, spremljali so nas, mi imamo zelo veliko oboževalcev, kot se temu reče. Ne vem, če je pravi izraz, feno rečejo. Feno, ja, to je pravi izraz in seveda zlasti glasbeniki so nas zelo poslušali in šli v ta stil nekako malo drugače, kot pa je bil Avsenikov, ne vem, pač je bilo všeč to igranje, zlasti trobente, zlasti baritona, seveda tudi petja in tako je, bom rekel, ta popularnost prešla celo nemško govorno področje. No, na tem mestu v obdobju, ker sem bila še jaz zraven, se spomnim navdušene Kitajce, ki so se oblekli v narodno nošo in igrali alpsko glasbo. Kaj pa porečeš na to? Ja, to sem zadovoljen, so bili enkrat tudi celo sicer Japonci pri meni na obisku, ne, ker je basist hotel na vsak način videti, na kakšen bariton jaz igram, ne. Pač mu je bil všeč ta zvok, ne, baritona in seveda to je pač v tem obdobju, ne, 60 let marsikaj doživiš kot glasbenik. Ja, bi se na tem mestu potem navezala še, glede na to, da si omenil instrument. Vem, da so bili izdelovalci pravzaprav za alpski kvintet. Kdo je ta izdelovalec instrumentov? Zelo pomemben izdelovalec je Lehner, ki dela za praktično vse simfonične orkestre bom rekel, po svetu, svoje odlične trobente in te pozavne, seveda in tudi baritone. No, jaz igram zdaj v zadnjem času tudi njegov bariton in seveda pri teh je tako, da ti pač lahko tudi malo pomagaš pri konstrukciji, da pač mojstri izdelajo tisto, kar ti smatraš, da bi bilo najboljše, a ne, na zvoku, na vseh teh prijemih, ki se tičejo inštrumenta. Saj to je normalno potem, bom rekel, v tem glasbenem svetu, da tisti, ki pač se ukvarja s tem, ne, z inštrumentom, točno ima pogruntano, a ne, kaj bi bilo najboljše. Prilagodi v bistvu tako, prilagodi inštrument, da se točno sklada s tvojim znanjem in s tvojim hotenjem. Ja, seveda. Pa bi na tem mestu te vprašala zdaj nekaj drugega. Kako ste pa v svojih zlatih časih usklajevali družinsko življenje in seveda ta profesionalna pot, ker verjetno je bilo ogromno potovanja, pa mogoče nekaj besed o tem, koliko dni ste potovali, kako je bilo v tem odnosu? Ja, največ, bom rekel, v tistih časih, ko smo igrali kot profesionalni ansambl, smo imeli tudi preko 200 terminov, ne. To je dejansko si veliko odsoten od doma, od družine. Seveda, prvo, kar je, ne more družina razumeti, da je pač glasba tisto, kar te najbolj vleče, oziroma jaz sem rekel temu, to je moja ljubica, ne. Imel sem pač srečo, da je moja žena to razumela, ima tudi rada glasbo in pač je to bil življenje, ki smo ga pač v vseh teh letih dal skozi, ne, ampak včasih je pa rekla, ja, si tako slab, pa tudi ni vedno, kadar domov prideš, imava medene dneve. Lepo, lepo. Po zaključnem koncertu leta 1996, ki ste ga imeli v Gorjah, ste imeli malo krajšo pavzo. In potem ste odprli prostor za novo zasedbo, in seveda s katero nadaljevali zlate čase in z istim ali podobnim duhom, ki se nikakor ni spremenil.
Pa me zanima, kako ste izbirali nove člane takrat, ko so končali Žan, Ivanka. Ja, torej leta 1995 ne, je pač bila zaključena ta pot profesionalnega igranja in seveda po nekem daljšem postanku smo se dogovarjali o tem, kaj naprej. Ali je konec Alpskega kvinteta, ali hočemo še kaj početi. Tako smo kar še, bom rekel, v istem letu posneli že nov CD, novo ploščo, 2 harmoniki. Ne. In sicer je inštrumentalno, Jože Burnik pa Edi Semeja sta skupaj pač igrala in seveda z ritmom, ne, jaz pa Jože Antonič. In seveda to je bilo kar uspešno, ker so bile tudi predvsem melodije, ki so bile uspešne že v preteklosti, posnete, ne, in to je bilo čisto v redu. No. Ob tem, da smo začeli razmišljati, kako bi postavili zopet en kvintet, ki bi pa pač deloval tako, kot zdaj sodelujemo, amatersko. Tako smo pač odprli pot, kot si rekla, novim inštrumentalistom, seveda in novi pevski zasedbi, in to se je tudi zgodilo. No, in to seveda vse to tudi ti poznaš. Ja, to je res, sem še, kot rečemo, vedoželjna gospa. Me zanima, kako ste pravzaprav prišli do mene. To je bila neka posebna povezanost. Jaz sem vedno vedel, da si ti odlična pevka. Ne. Vsa leta sem te tudi malo spremljal in seveda sem vedel, da pašeš ti v Alpski kvintet. Ne. Bila si korektna na mestu, si se izobraževala pevsko, pela si to glasbo že prej, a ne? In sem vedel, da imaš odnos do narodno-zabavne glasbe. Ne? Čeprav si tudi v jazzu odlična in te rad poslušam, kadarkoli si na programu. Ja, takrat sem bila tako rekoč na poti k jazzu. Začela sem jaz 96. leta, to pomeni 30 let, in končala po 10 letih sodelovanja, to pomeni letos 14. januarja je bilo pa 20 let, odkar sem praktično pustila nadaljevanje pot naslednji pevki, ki je bila pa Anita Zore. Anita Zore. Janez, bi lahko rekel, da je povezanost med člani ansambla tudi eden izmed glavnih ključev za uspeh? Torej, na vsak način mora ta, bom rekel, simpatija obstajati, oziroma ta navezanost. Ampak jaz vedno trdim, da je to tudi ljubezen do glasbe. Ljubezen do dobre glasbe, to je tisto, bom rekel, najbolj produktivno, da se veseliš iti na vajo, da se veseliš iti na igranje, a ne? In da se veseliš tudi zopet svoje prijatelje srečati na igranju, kjer se izživiš glasbeno, ne? In to je tisto, kar nas je tudi toliko let držalo skupaj. Alpski kvintet je zagotovo večkrat zapolnil dvorane do zadnjega kotička. Kako ste vi pravzaprav doživljali ta sloves, ta val navdušanja publike? No, jaz osebno sem vedno ostal na podnu, na tleh, ne. Vedno sem bil vesel, če smo lahko razveselili ljudi, ne. Vedno sem bil tudi dostopen do vseh ljudi, ki so se hoteli z menoj pogovarjati, ne. Rad sem imel tudi publiko. Seveda mislim, da imajo tudi ljudje mene radi, ker sem vedno srčno rad igral za njih. Ti posebni trenutki, ko te val publike nese na rokah, dobesedno sem doživljala tudi sama v Avstriji, ko je bila prireditev Wenn die Musik spielt, smo bili povabljeni. Kdo je bil ta gospod? Arnulf Praš. Arnulf Praš, z njim še vedno zelo odlično sodelujeva. On je napovedovalec na Radiu Celovec in me vsako leto povabi, zlasti, kadar mi praznujemo Alpski večer, da lahko po radiju tudi povem, da imamo to prireditev, in pa še enkrat, ko imamo v Wernbergu božični koncert, to se pravi, najmanj 2-krat na leto sem njegov gost, torej imam intervju v njegovi oddaji. Arnulf Praš je odličen napovedovalec, poznan vse posod na ORF-u.
Ja, navdušenec nad tudi slovensko narodno-zabavno glasbo, zato nas je tudi večkrat povabil in tudi ostale narodno-zabavne bende. Želela sem povedati to, da tam je bilo resnično izjemno število publike. Jaz ne znam povedati, temveč lahko rečem samo to, da sem prvič v življenju podpisovala v špalirju podpise kot velika zvezda in takrat rečemo, da je bilo to en tak trenutek, ko te publika nese na rokah. Je morda bil v vseh teh letih kakšen dogodek, ko si rekel, no, zdaj smo pa dosegli svoj vrhunec ali pač kako drugače? Mislim, da nisem nikoli to rekel, ker vedno pričakujem mogoče še kaj, ne. Ampak moram pa poudariti nekaj, kar mi je bilo izredno lepo, ali pa bom rekel, res enkratno doživetje. Mi smo prejeli ogromno teh zlatih plošč, 8, 10, ne vem, nekaj takega, tudi diamantno, za 1 milijon prodanih in tako dalje. Ampak najbolj srečen oziroma najbolj čustveno mi je, bom rekel, čustveno doživetje mi je bilo, ko smo dobili prvo zlato plato. Ne. Jaz sem bil takrat mlad fant, bilo je to v Beljaku, v kongresnem centru, polna dvorana. Vzdušje takrat je bilo fantastično. Ne. In ko smo mi zapeli Mi se imamo radi, to ne vem, to je bilo nekaj čudovitega. No. Za to dvorano na nemškem področju, da ti poješ slovensko narodno in to tisto, ne, kar se je takrat na Koroškem čutilo, da ni najboljše sozvočje med Avstrijci in Slovenci, ne, in mi pojemo Mi se imamo radi, ne. Temu se reče mogoče politično, na ravni ljudi je pa zagotovo to bilo daleč od tega. Zato je pač ta občutek, ko poje publika, zagotovo še toliko bolj spodbudno, da res vidiš, koliko ljubezni se rodi na njih takih dogodkih. Ker ta pesem je postala pravi hit, vse povsod, vsa ta leta. Ker tekst je enostaven, ne, mi imamo prav en tak nagovor, da ljudje, bom rekel, dvorana poje zraven, radi, ne, to. In sicer pa razložimo, zakaj gre, ne. Ampak ta občutek je bil takrat fenomenalen in ga ne pozabim. Seveda. Ko govorimo o nepozabnosti, kaj pa kakšna posebna nepozabna anekdota, ki jih je bilo zagotovo veliko, Janez? Ja, teh anekdot je bilo ogromno. No. Velikokrat se spomnim recimo teh mejnih prehodov. To je zelo zanimivo. Naprimer, kaj smo vse doživeli s cariniki, z bivšimi jugoslovanskimi, ne? Kaj so nam vse sorte grozili. Pa tudi drugod, recimo v Franciji ali pa v Švici, ne? Ko vedno je bilo vprašanje, a imate cigarete pa šnops, ne? Šnaps. Veliko je bilo teh, pa tudi sicer doživeti, če si ti z nekom 30 let, ne, kot sem bil jaz z Vinkotom ali pa z ostalimi člani, je res dejansko tudi tistih prijetnih, kjer si se smejal do konca. No, jaz se tudi enega spomnim. Mudilo se nam je na igranje v Avstrijo, vozil je Franjo Maček, bili smo s kombijem, tik pred Tauern tunelom, Lizika, smo šli na stran, Franjo počasi odpre oken, Guten Tag, Dokumenten bitte, dober dan, dokumente prosim. In potem seveda Franjo je imel vedno svoje skrite rezerve dokumentov, namreč on je tudi policaj, igra pa pri policijskem orkestru, a še igra. Še igra, solist je. Še ni v penziji. Ne, še. No, v redu. In potem pokaže dokumente in reče, policaj reče, Sie haben zu schnell gefahren, da smo prehitro peljali. Vas, kolega, pa on vpraša, nemški policaj reče, vas, kolega, tako malo bolj osorno. In potem vidi dokumente, vedno bolj je bil mehak, bolj nežen in rekel, dobro je, prosim, malo bolj počasi se vozite naprej. In temu se reče, smo bili v benefitu za vas, kolege, ker ste bila oba kolega, oba policaja. Rečemo, je to ena anekdota, ko se zgodi mimo grede. Bi se potem še navezala na to, res igranje v tujini. Sama sem doživljala eno izjemno močno podporo. Prvič sem bila v Švici,
z alpskim kvintetom. Dvorana je bila nabito polna, izjemno spoštljivi ljudje, ki so oboževali glasbo. In se spomnim to, da mi načeloma nikoli nismo presegali 4-urnih igranj. To je bilo za nas že ogromno, 4 ure igranja. In potem, ker je bilo toliko veliko navdušenja iz strani švicarskih poslušalcev, smo podaljšali potem še za 2 uri. Kaj pa porečeš na švicarske oboževalce še posebej? Ja, torej, moram reči, da Švica je bila ena prvih, ki je sprejemala to glasbo, razen Koroške, Avstrija, ne. Ampak Švica, recimo, kot sem že prej omenil, so bili ti Oberkrajner lokali, kjer so ljudje praktično dnevno lahko spremljali to našo domačo glasbo. No. Sicer se je to zelo spremenilo, namreč prvič je manj teh narodno-zabavnih ansamblov iz Slovenije, ki bi profesionalno hoteli igrati, ne, koliko smo mi takrat pred 50 leti ali pa kakor tok. In seveda to je usahnilo zdaj v Švici. Ampak mi kot gostje pa smo še kdaj v Švici, še igramo, imamo še angažmaje tudi v Švici. To je lepo slišati. Alpski kvintet je vedno imel zelo močne osebnosti. Na kakšen ključ ali po kakšnem ključu ne vemo, alpski kvintet je krasil svojim igranjem zagotovo eden izjemnih tudi osebnosti. Jože Antonič, Jože Burnik, Žan Prešeren, Ivanka Kraševec, Oto Pestner, ki je še vedno član. Lahko poveš še na tem mestu, kako je zopet prišlo do sodelovanja z Oto Pestnerjem? Ja, Oto je eno obdobje pač se hotel posvetiti malo več zabavni glasbi, New Swingu, ja. Obljubljena jim je bila ena turneja v Ameriki in seveda do tega niti ni prišlo. No in seveda takrat smo mi pač bili brez njega. Vendar kasneje se je izkazalo, oziroma je on sam ugotovil, da mu je še najbližje alpski kvintet in najboljše, ne, alpski kvintet. In seveda zdaj sodelujemo že leta in leta in on je tudi odličen aranžer in seveda tudi, bom rekel, dobro se razume na petje in seveda je to v redu tudi za alpski kvintet, da so res, bom rekel, kvalitetni posnetki in pa kvalitetni nastopi. Ja, super. Tudi odlični Janko Ropret je bil vaš, Simona Vodopivec, Branka Kraner, koga sem še izpustila? Matej Bolhan. Ja, tako je. Ja, vse si naštela. Vse sem naštela. Je pa Sandi Volk. Sandi Volk je bil tudi jaz. On je bil moj sošolc na srednji glasbeni kot prva generacija jazz oddelka v Ljubljani. Za konec sem pa spustila eno šarmantno gospo, ženo Žana Prešerna, Ivanko Kraševec. Kako je pa praktično prišlo do sodelovanja z to eminentno gospo? Ja, to je zanimiva zgodba. Namreč neko obdobje smo mi sodelovali tudi z Mihom Dovžanom, tako da smo bili alpski kvintet Miha Dovžan, Jože Burnik, ne, in seveda Ivanka je pela pri Mihu Dovžanu. Potem smo, bom rekel, smo imeli odličen program, citre, vse smo imeli, ne, krasni koncerti, imeli smo jih tudi po Sloveniji, vendar smo se potem le odločili, da smo mi bolj za nemško govorno področje, da je tam drugače, da je ta glasba bolj sprejemljiva. In seveda, ko smo se spoznali z menedžerjem Hansom Unterhuberjem, ne, je rekel, fantje, vi morate tudi imeti nekaj za na izgled, ne, in smo rekli, kaj pa, če bi Ivanka z nami pela, seveda, in smo naredili neki poskus na avstrijskem Štajerskem, on je to poslušal in je rekel, nič več nastopati brez nje. No in tako je Ivanka Kraševec prišla k nam, potem sta se z Žanom tudi pobliže spoznala, se poročila in Ivanka Kraševec je pela, je ostala v ansamblu Alpski kvintet in smo še vedno veliki prijatelji. Ja, to sta zanimiva dogodivščina. Zanimiva dogodivščina, zanimivi osebnosti, oba tudi slikata. Žanom Prešernom sem imela čast tudi posnet svojo prvo in edino jazz ploščo 2000. Tako kot si že omenil, je res izjemen trobentač, jazzist, s
s katerim je bilo res izjemno sodelovati in res izjemno igra. In se spomnim, da so vedno govorili jazzerji, kako en narodnakar super igra. Vendar ja, če je ta sposobnost, zakaj ne? Namreč treba je dati ven tisto, kar je v nas. Kako pa je bilo sodelovanje tudi s Petrom Čeretom pa Petrom Ambrožem? Zelo zanimivo. To smo ostali prijatelji. Pred kratkim smo še posneli film, ne, z njimi. Namreč v obdobju pred 50 leti je za nas naredil Jože Privšek par aranžmajev Borisa Kovačiča. Seveda mi smo vse to posneli in seveda Privšek je vprašal Tozona, ki je vodil kvartet Do, v katerem so peli Čere in Tozon in ja, odličen kvartet, ne. Peter Ambrož. Peter Ambrož, ja, tako. In seveda on je rekel, Tozon je rekel, ni važno, kjer dur mi vse pojemo, ne. Seveda in so ti duri niso bili usklajeni z njihovim obsegom, ne. Tako da žal so posneli samo 2 komada od vseh teh, ki smo jih mi na zalogo posneli takrat, ko smo hoteli eno ploščo izdati z skladbami Borisa Kovačiča in kvartetom Do. Ja, ker imam občutek, da Alpski kvintet ni bil samo klasičen kvintet, več je veliko, to, kot si tudi povedal, da ste delali plate z orkestrom, godalnim orkestrom, pa tudi vem, da je Jože Privšek naredil izjemen aranžma za big band za Ivan Spirit auf, oziroma po Ivan Zatrobi, in tam mogoče se spomniš tega trija Peter Ugrin pa Grašič, tako je. Tako je, in Žan. Ja, in se mi zdi, da še vedno inštrumentalisti zelo radi igrajo to skladbo, da jim je tako rekoč izziv na narodzabavnem področju, kar se trobente tiče.
z Irenco se že dolgo časa poznava, že iz mladih let, ko je že ta prva v Sloveniji začela sketati Charlie Parkerja. Jaz se tako najbolj spomnim, da je bila ta edina v Sloveniji, ta prva, ki sta to naredila. Seveda, zdaj, če bi hotel opisati, kaj vse je dosti, ja. Sodelovali smo tudi v Big Bandu, pridite na njen koncert in praznovanje 23. maja, vabljeni. Irena Vidic je izredna pevka. Ob njej sem se veliko naučil, skupaj sva snemala prvo ploščo za Alpski kvintet. Kaj naj rečem, vse naj, seveda tudi v prihodnje želim vse najboljše v glasbi in v privatnem življenju. Vabim pa vas obenem tudi na koncert, ki bo 23. maja v letnem gledališču Studenec. Navihano zdaj z njimi pa ne strmi, a moja srnica ta, sosednji je, da srci skaže doma. Se bala ime prav nič, pa boš postal za mlin fantič. Dragi prijatelji, Alpski kvintet vas od 24. do 26. aprila 2026 prisrčno vabi v Bohinjsko Bistrico. Takrat se bo zgodil Alpski večer in takrat bo Alpski kvintet praznoval svojo 60. obletnico. V petek in soboto boste lahko obiskali koncert, tako kot je bilo v navadi do sedaj. V nedeljo pa nas čaka jubilejni dan, ko si boste lahko premierno ogledali dokumentarni film o Alpskem kvintetu. Se vidimo! Kako danes gledaš na vsa ta desetletja ustvarjanja te glasbe, poti ljudi? Torej, bogato življenje, če lahko temu tako rečem. Imel sem srečo v življenju, da sem pač glasbenik, to pač izpolnjujem tisto, kar čutim. Imel sem tudi srečo na cesti, torej, da nisem nekje ostal ali ker pač poti so bile vedno dolge, če bi vse kilometre seštel, jih je milijone, ne? Ja. Tako da to mi je zelo v redu. Moram tudi reči, da družina živi z glasbo, moja družina živi z glasbo, saj toliko in toliko ljudi igra, študirajo nekateri vnuki zdaj glasbo iz navdušenja do glasbe. Splitajo spet nova gnezdeca.
Bi kaj bolj podrobno omenil to, ker se mi zdi, da je recimo kar lepo, če otroci in vnuki igrajo. Ja, nikoli nisem nobenemu rekel pet v glasbeno šolo ali pa to, ampak so se vedno sami odločali. Recimo, mi smo pri hiši štirje baritonisti, ne. Naj povem, da je pač sin, ne, Boštjan, igra sicer pri Doriju, in pa seveda dva vnuka tudi, ne, ki oba igrata bariton, tako da je pestro, zanimivo. Imamo tudi en kvartet, kjer moj brat igra, moj nečak in pa seveda dva baritonista od hiše, ne, različne take, bom rekel, različne sestave sestavljamo in seveda to je zanimivo, no. Moram še poudariti, no, da so tudi že najmlajši igrajo za zabavo, ne, jasno, ja, tako, bom rekel, v sestavi, tako da je taki, bom rekel, vsi, ki so si razporedili inštrumente, klarinet, trobenta, bariton, kitara, vse tako, da je fajn. Mislim, enostavno, družina živi z glasbo in nekako ni nam nikoli v mislih kaj slabega ali pa ne tarejo nas tisti, bom rekel, krehi, prepiri ali pa to ne, ker se vedno z glasbo vse poravna, no. Se strinjam. Tako, to je tisto, ne, kar je nekaj čudovitega. Seveda. Janez, izdali ste več kot 40 plošč. Dobili ste ogromno enih priznanj, si že prej omenjal. Katera ali kateri dogodek ali priznanje ti je pa najbolj pri srcu? Vem, da ste dobili eno priznanje na svetovnem nivoju, kot na turističnem nivoju. Ja, torej, teh priznanj je bilo res veliko. Moram reči, da takrat je bil popularen Nagel, ki ga je podeljevala televizija Ljubljana. Sicer mi smo dobili priznanje Euro kot najboljši evropski ansambel, različna ta priznanja, ki so se pač dogajala vse posodno. In seveda, to nekako ti daje še neko priznanje, katero te vzpodbuja, da si še bolj aktiven, da si še bolj, bom rekel, zagnan, kot se temu reče, ne, v svoji glasbi. Ker pomembno je tudi, da tudi sam kot osebnost, ne, da si vedno pripravljen na dobro igranje, ne. Jaz vedno primerjam glasbo kot šport, ne. Vedno moraš biti vedno moraš pripravljen, vedno tvoj trenutek je takrat, ko si na odru, ne. Zdaj, a prideš dobre ali slabe volje, ampak poskusi biti dobre in da daš vse od sebe. To je pomembno. Se strinjam, pač mi smo glasbeniki, tako kot vrhunski športniki. Tako, točno. Vsak dan s tem drugače na nek način stagniramo oziroma čas gre mimo. Bi rekel, da je Alpski kvintet na slovenskem prostoru dal en poseben pečat? Poleg seveda samega stila in dolgoživosti, ja. No, na slovenskem področju pač ločim to. Pri nas je v prednosti diatonična harmonika, ne. Ljudje, pa tudi uredniki, dosti bolj vrtijo to glasbo, recimo diatonična harmonika s petjem, recimo fantovskim petjem, dočim na nemškogovornem področju je bolj zanimiva glasba, kjer je trobenta, klarinet, bariton, bom rekel, jaz temu pravim mala zasedba godbe. In to je njim bližje. Zato nekako mi tudi nismo, ne vem kako, bom rekel, predvajani, to moram pač poudariti, ne, da uredniki ne vidijo, ne vem zakaj, ne vidijo neke kvalitete v tem, čeprav je, ne. Pri nas je neprimerno več znanja mora biti, recimo, da igra trobento kot Žan ali pa Damir, ne. To je neprimerno, ali pa kot Franjo, ali pa katerikoli v alpskem kvintetu, ne. To je neprimerno, neprimerljivo. Vendar se to ne ceni kot pri nas toliko, kot če nekdo Frajtonlaco zaigra, pa zmaga nekje na enem lokalnem festivalu. In to je to. Jaz bi v bran radijskim urednikom rekla, da imamo zdaj odličnega soportnika in sicer to je Žan Plohelj, moj sodelavec, ki je na novo in mislim, da je veliko bolj pester, tudi res ima oster uho
je bolj zaostreno uho in tudi daje večkrat alpski kvintet. To sem tudi sama opazila, sicer je ljubitelj res kvalitetne glasbe. Kako pa vidiš ti prihodnost v času YouTuba? Pač mi se moramo kot glasbeniki temu prilagajati, kaj nova tehnika prinaša, sprejeti to in seveda to je za, bom rekel, to produkcijo, za to industrijo, ne, zelo slabo, ne, ker vsak komad, ki se igra, ga dobiš na YouTubu, ne, in ga poslušaš, včasih si pa moral kupiti ploščo, CD ali CD ali karkoli. Iti v živo in transkribirati. Tako, ja. Ja, zdaj bom rekel, to je veliko vprašanje bolj za to industrijo, ne. Proizvajalce oziroma založbe, ki proizvajajo te produkte, ne. Glasbeniki pa tudi verjetno avtorji, da pač ni toliko donosno. Morda se ti zdi, da je ta čas še prostor za to izvirno glasbo, ki bo živela morda še stoletja? No, na vsak način sem prepričan, da vedno dobra glasba bo vedno imela svoje mesto, ne, na tem svetu ali pa med poslušalci. To sem prepričan, ker to tudi sam doživljam, da vedno dobra glasba najde svoje mesto vsepovsod, kamorkoli prideš. Lahko si ponosen na to, da dobro igraš, da imaš dobro zasedbo, da prideš kot gospod glasbenik. Ja, sicer ali gospa pevka. Ja, seveda. Jaz priznam, da sem se počutila kot gospa. Prišla sem na oder, odpela in šla. Ni bilo treba nič postavljati, nič pospravljati, tako da bila sem res gospa. No. Letos praznujete res častitljivih 60 let in konec aprila bo v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici med 24. in 26. že 38. alpski večer. Dogajalo se bo 3 dni. Zdaj me pa zanima, kateri dan bo pa zate še najbolj pomemben, poseben, drugačen? Torej, mi praznujemo praktično, bomo v tem koncu kar 4 dni, namreč 23. aprila bomo imeli četrtkov večer v živo na Bledu, potem pa 24, 25, 26 v Danici. 24, 25 bo normalno koncert, 26. bo pa premiera filma o alpskem kvintetu in pa seveda druženje nekako ob dobri kapljici, golažu. In igranju, vražih muzikantov. Tako, ja, tako. In pa seveda bomo na razpolago vsem, da se pogovarjamo z njimi, da si izmenjamo podpise, tako prijetno druženje. Ja, vodila bosta pa Vinko Šimek in Janja Ulaga. Ja, Janja Ulaga. Ja, to že dolga leta. Torej, to je pač ekipa, ki smo vedno skupaj, ne, in smo en drugega navajeni in to je bistvo, ne, ker vsak o vsem vse ve. Že stara, mlademu lovcu ni para, kadar zadrobi svoj rok, praznik ne vrača se rok. Nisem bil jaz tiste sreče, vselej srce mi trepeče, svoje si vsak je izbral, jaz pa sem sam spet ostal. Zdaj bom veselo zapel, ker mlado srnico si noči sem jel. Prav droče ima oči, navihano zdaj z njimi pa me strmi. A moja srnica ta, sosednji je, da sici skaj že
gostino, vabili smo mi. Kaj bi vabili, saj sam tja tišči. In da to res drži, smo preizkusili. Stavili smo za litra 3. Hoj na titre, jadram, hoj na titre, jadram, hoj na titre, jadram, jadram. Zdaj pa vsi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi prav zares. Ti alpski večeri so bili vedno nekaj posebnega, že tudi zaradi tega, ker je bilo ogromno tujih glasbenikov. Po vsej verjetnosti so bili to pač prijatelji, kolegi iz Avstrije, Nemčije, iz Italije. Ja, mi vedno tudi poudarjamo, no, da nekako publiki pokažemo razliko, recimo slovenska izvedba te narodno-zabavne glasbe in pa seveda tuja, ne? Ker tudi oni igrajo recimo naše skladbe in tako lahko poslušalci primerjajo, aha, te so Slovenci, zveni drugače, to vedno ljudje pravijo, kot če nekdo drug igra, vendar kvalitetno tudi zelo v redu, ne? Ker tehnično so oni perfekcionisti, tujci, recimo, pravijo, da mi Slovenci pa imamo srce, torej to je tisto vložek, ki je bistven za glasbo. To je res. Jaz se spomnim časov, ko so bili še morskihnerji, izjemni inštrumentalisti, s katerimi smo tudi večkrat delili oder v Avstriji in po Nemčiji. Skratka, je tako lepo druženje z izvrstnimi glasbeniki in seveda se tudi spletajo določeni pogovori. Med drugim, recimo, sem v svojem, rečem, tistem času, ko sem še študirala, sodelovala z Global Krajnerji, če se jih še spomnite, taki posebneži so bili. Kako se jih pa ti spomniš, Global Krajnerje? Tudi so bili na Alpskem večeru, še na Bledu, ko smo imeli Alpske večere še na Bledu, no, zelo v redu. Odlično in najnovejša novica ali pa vest je ta, da so se obnovili. Sicer v nekoliko spremenjeni zasedbi, vendar zopet so začeli igrati. Odlično. Torej, Alpski večer je eden izmed mnogih dogodkov, ki jih boste letos imeli ob res častitljivih 60 let. Kaj še načrtujete?
Torej, vse letošnje leto bomo praznovali našo okroglo obletnico 60 let Alpskega kvinteta. Seveda nam že nekateri pripravljajo tudi v Avstriji, v Nemčiji, v Švici tako rekoč, to obeležitev naše obletnice z posebnim programom. Odlično. Mogoče že veš, kakšna skrivnost je posebnega. Ja, torej, prvi, ki bo v Lanahu, to je kraj, kjer smo prvič nastopili z Ivanko Kraševec. Od tam izhaja tudi naš, bom rekel, področni menedžer Heinzel, ki ga zagotovo poznaš. Ja, poznam. In on organizira to v Lanahu in to bo 8. maja. Kako je pa prišlo do sodelovanja s temi humoristi? Govoreči je tujezični, tem tudi slovenski. Ja, dolga leta je bil pri nas Vinko Šimek. To je bil odličen, je poznan, vse posod. Vinko Šimek ima to srečo, da je študiral na Dunaju in seveda obvlada nemščino in je tudi lahko bil z nami kot pevec in pa tudi nekaj časa kot humorist. Drugače, z drugimi smo pa sodelovali na nemško govornem področju, seveda smo jih nekaj zamenjali, ampak to je pač tako, da humor je občutljiva zadeva in parkrat greš lahko z njim, potem mora pa nek drugačen vic povedati oziroma drugačno napoved. Ampak odlično sodelovanje z vsemi, kar smo jih imeli v naši zgodovini. Ja, tudi Klemen Košir je bil Tudi Klemen Košir je bil en naših. in pevec. In pevec, tako, ja. Ja, znameniti sin Franca Koširja. Tako je. Vsakdo svojo ženko ima, moja je pa Micka, pletno z mano se štema, če imam kaj ficka. Lušno zmeraj se smeji, srečna smo družina, včasih pa se razjezi, da vsak se je bogi. Rdeča lička vsa ima, tale moja Micka, z mano rada pohranja, spije glažek vinca, rada stisne k meni se, ko spet pride zima, a poleti fletna je, ko mini krilu gre. Kakor srnica, tale moja Micka, ziblje vsa se sem trdja, zmeraj ljubec diva, včasih na vso moč reglja, primejo ta sitna, a še večkrat iz srca res rada me ima. Moja Micka, Micika, bodi zmeraj zdrava, jaz postavim tvoj sem mož, ženka ti ta prava. Moja Micka, Micika, z mano boš ostala, saj ni para lepšega, kako z vami dva. Moja Micka, Micika, bodi zmeraj zdrava, jaz postavim tvoj sem mož, ženka ti ta prava. Moja Micka, Micika, z mano boš ostala, saj ni para lepšega, kako z vami dva. Pleše dan na dan, tale moja Micka, da je plesu pravi tak, vmes pa že zauriska. Ko objamem jo čez pas, mi z očmi me žika, naj le gleda cela vas, nocoj bo pravi špas. Moja Micka, Micika, bodi zmeraj zdrava, jaz postavim tvoj sem mož, ženka ti ta prava. Moja Micka, Micika, z mano boš ostala, saj ni para lepšega, kako z vami dva. Če bi moral povzeti v enem stavku izkušnje z Alpskim kvintetom, kaj bi to bilo? Za vse glasbenike, torej tudi za mlade, je vedno bistvo vztrajanje.
Vztrajati je treba v svojem delu in seveda na koncu je zagotovo tudi uspeh. In kaj te je glasba naučila o življenju in v življenju? To je pa tisto, kar smo prej se pogovarjala, ne, da moraš živeti kot športnik. Vedno urejeno, vedno imeti v smislu tega, da si vedno 100% oziroma na snemanjih 200%. Tako da praktično je to življenje, ki zahteva kar dosti odpovedovanja. Recimo, če vzamemo samo te družinske razmere, te poti, ki so pred teboj, te, bom rekel, neznanke, kamor ti prideš, ne veš, kaj se bo dogajalo, kaj bo, a bojo ljudje, a ne bojo ljudje, a bodo zadovoljni s tvojim izvajanjem. Vse to je neki izziv za človeka, ne, ki te spremlja kot glasbenika celo življenje. To je sicer res, ampak na tem mestu bi jaz morda samo omenila to, da mi ne moramo vplivati, kaj si ljudje mislijo, ker če smo mi avtentični, je naša glasba res tista najbolj pristna in lahko na nek način ljudi tudi privabimo, ker tisti ljudje, ki na nek način niso najbolj navdušeni, pa morda s to svojo pristnostjo seveda tudi na nek način očaramo in povabimo v naš svet glasbe. Janez, bi te za konec morda vprašala, katero skladbo bi pa ti Alpskega kvinteta posvetil ljudem kot največje sporočilo življenju? Torej, to je vprašanje za težek odgovor. Mi imamo veliko takih skladb, ki bi jih rad posvetil ljudem, da poslušajo to glasbo, priporočal. Vendar, če me že vprašaš, katera skladba mi pa, bom rekel, največ pomeni, je pa zagotovo Janezov bariton. Zakaj? Ker je bilo na začetku ogromno truda vloženega v to skladbo, da smo to naredili neko revolucijo, kot se temu reče. Skladba je še vedno popularna, čeprav jo že izvajamo 40 let. In to je nekako tudi en tak velik prispevek k temu napredku razvoja inštrumenta, sounda, vsega tega. Ja, pa kaj pa polka s pozavno? Tudi. Vendar je največ truda je bilo vloženega ravno v ta del baritonske sole.
Tako, dragi Janez, jaz se ti na tem mestu iskreno zahvaljujem. Hvala lepa, ker si bil moj gost. Tudi jaz se ti iskreno zahvaljujem za to povabilo. Seveda, zagotovo bodo vsi ti posnetki všeč najinim gledalcem, ne? In seveda bova zelo vesela, če boste prišli na prireditev ob 45-letnici delovanja Irene Vidic na oder na Studenec, in sicer 23. maja ob 9. Uri zvečer. 9:21 zvečer na Studenec v Poletno gledališče. Kjer bo Alpski kvintet tudi moj častni gost. Lep pozdrav. Janez, hvala ti za iskren pogovor. Zate in zame je Alpski kvintet več kot le ansambel. Je družina. Potovanje, spomin in ponos. Hvala, ker svojo zgodbo deliš tako mirno, s spoštovanjem in srcem. Ko gledam nazaj, sem hvaležna, da sem bila del te melodije. 10 let polnih harmonije, ljudi in smeha. In danes vem, da so te pesmi več kot glasba. So del naše identitete. Naj glasba Alpskega kvinteta še dolgo zveni po domovih, gričih in srcih ljudi, tako kot takrat, ko smo jo peli prvič. Hvala, Janez Per, hvala vsem, ki ste poslušali. Do naslednje oddaje ostanite zvesti melodiji srca.